Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Poslanska skupina Zares je s pomočjo glasov LDS vložila interpelacijo zoper ministra za notranje zadeve Dragutina Mateja. Interpelacija nima možnosti, da bi uspela, saj ne podpira nihče iz vladne koalicije. Zadržan pa je tudi del opozicije. Vodja poslanske skupine SD Miran Potrč je za vest pojasnil stališče socialdemokratov. Ne glede na vsebinsko utemeljenost, smo se odločili, da je ne sopodpišemo, ker nas je ravnanje predsednika vlade in koalicije ob glasovanju o zaupnici prepričalo, da ta koalicija in predsednik na realno razpravo o problemih sploh nista pripravljena. Ni prav, da damo kakršnokoli priložnost tej vladi, da se bo lahko izgovarjala na opozicijo, da je kriva za probleme, ki jih bo eventualno imela pri predsedovanju Evropski uniji. Če pa bo razprava in zgleda, da bomo svoje mnenje povedali in če bo predlog za glasovanje, bomo tudi glasovali za razrešitev ministra, seveda. V interpelaciji ni vprašanja izbrisanih, so pa Stojanovi. Tudi to je eden od razlogov, da SDS interpelacije ne bo podprla. Rudolf Petan je presenetil z razlagal, kako SDS razume interpelacijo. Nihče nima pravica, ne glede na kakršnokoli pripadnost, pretepati drugega, drugi pa se ne glede na pripadnost ne bi smel braniti. Obtožba glede Stojanovi, ministru Mateju, je za nas čisto spodbujanje k kršenju človekovih pravic. Se ne glede na pripadnost ne bi smel braniti? Petan je izpostavil tudi Matejeve zasluge. Vsi vemo, da gre njemu, osebno njemu, zasluga, da se bo šengenski red ali šengenski režim za vse države pristopnice Evropske unije, ki imajo zunanjo mejo, uveljavil s 1.1.2008. Evropska unija, organi Evropske unije tega niso predvidevali, ampak so želeli premakniti. Minister Mate se je organiziral tudi države, ki imajo zunanjo mejo in so skupaj pritisnili na ustrezne organe v Evropski uniji, tako da bo Schengen zaživel drugo leto. Minister za šolstvo Milan Zver je komentiral zadnje dogodke v zvezi z novim predlogom šolskih zakonov in o težavah, ki jih je vladi povzročila poslanka SNS Barbara Žgajner-Tauš. Ugotovila je na seji parlamenta, nekje tam okrog 3 ure popoldan, da je vlada sprejema ta zakon, potem je prehitela naš vladni zakon, ki je šel normalno v vladno proceduro in potem parlamentarno proceduro in seveda zablokirala sprejem, oziroma sedaj bo zakon, naša novela, nekaj kasneje sprejeta. In kakšen zakon je v proceduro vložila poslanka Tauševa? Mi smo zavarovali žrtev spolnega nasilja, da se recimo ne bi neupravičeno ne varovali tajnost podatkov, osebnih podatkov. To je ona izbrisala iz našega predloga, drugače je copy-paste naredila, pa dodala pri svoje alineji. To ključno stvar, kjer pa mi zaščitimo žrtev spolnega nasilja, pa je dala ven. Poslanec SDS Dimitrij Kovačič vztraja, da bi moral predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Drago Kos odstopiti zaradi razsodbe Vrhovnega sodišča v zadevi Ranc. Pojasnil pa je tudi, kako SDS razume njegovo neodvisnost. Po eni strani v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke se strinjamo, da je gospod Kos in preko njega protikorupcijska komisija neodvisen organ od sedanje vlade in od sedanje vladne koalicije. Popolnoma neodvisen, ampak ne strinjamo se pa s tem, da bi bil neodvisen tudi od koga drugega. Tako je, otroci, odvisnost je dobra. Ponavljamo, odvisnost je dobra. Komentiral pa je tudi Kosovo napoved, da bo čez približno pol leta javnost seznanjena z rezultati v primerih, v katerih komisija preiskuje korupcijo v povezavi z vrhovi vlade. Če govori, da bo to povedal čez pol leta, kaže na zelo jasen politični motiv, da bo to povedal čez pol leta, ko bo to v škodo eni politični opciji in v korist drugi politični opciji. To je popolnoma jasno, izhaja iz tega, kar je včeraj povedal. Ja! Praznovali smo dan Rudolfa Maistra. Ob tej priložnosti je pred obrambnim ministrstvom zbrane nagovoril novoizvoljeni predsednik republike Danilo Türk. Vprašati se je treba, kako naprej.
s katerimi vsebinami bomo napolnili idejo z domovinske vzgoje, da bo sodobna in sposobna resnično motivirati ljudi. Poglejmo si našo sedanjost in razmislimo malo o prihodnosti. Temeljno vprašanje, po mojem mnenju, se glasi, ali se Slovenci zavedamo, da smo tudi v Evropski uniji suverena država in kako konkretno moramo delovati, da bi to v resnici in ne zgolj formalno bili. Slovenska vojska je na Trgu svobode v Mariboru ob 15. obletnici dneva 72. brigade na ogled postavila nekaj svojih zmogljivosti. Vse navzoče pa so najbolj navdušili gardisti. Spoštovani gostje, dajmo en mal večji aplavz za gardiste Slovenske vojske. Koprska Oljka je predstavila projekt Ribiškega muzeja. Muzej naj bi stal na mestu, kjer ima prostore koprska policijska uprava, ki naj bi jo po občinskih načrtih porušili in tam zgradili veličastno fontano. Projekt Oljke je pri županu Popoviču vzbudil posmeh. Dejal je celo, da bi ga njegov sin Nik zagotovo narisal bolje. V Oljki nam tega, kdo je avtor projekta, niso hoteli povedati, generalni sekretar stranke Patrik Peroša je takole pojasnil, zakaj. Nažalost vemo, da v Kopru deluje takšna ali drugačna, ne vem, kako bi temu rekel, da se ne bom slabo izrazil. Dejansko ljudje se bojijo povedati kaj na glas, bojijo se podpisati, bojijo se za svoje službe, bojijo se za sebe, za družine svoje. Nažalost je to pripeljalo takšno ali drugačno vodenje te oblasti in ljudje, ki se nam pridružujejo, želijo ostati v vsakem primeru anonimni. Zaključile so se kvalifikacije za Evropsko prvenstvo v nogometu. Komentar Luka Lukić. Ja, res je, kvalifikacije za Evropsko prvenstvo v nogometu so se zaključile. Slovenska nogometna reprezentanca je svoje neponovljivo kvalitetne nastope zaključila na 6. mestu v skupini in za seboj pustila zgolj eksotično ekipo Luksemburga. Gre za najslabšo uvrstitev slovenske nogometne reprezentance po daljnem letu 97. No, svojih navijačev na cedilu ni pustila zgolj naša izbrana vrsta, temveč so razočarale še druge reprezentance, še najbolj Angleži, ki se niso uspeli uvrstiti na Evropsko prvenstvo. Vseeno pa obstaja ena bistvena razlika med slovensko izbrano vrsto in verjetno večino ostalih razočaranj. Medtem ko so Angleži ukrepali takoj in nekaj ur po medijskem linču selektorja McLarena odstavili, pri nas katastrofalno uvrstitev prenašamo strpno. Angleškim medijem ni bilo mar za selektorjeva navajanja razlogov za neuspeh in so takoj ostro napadli slabo igro svoje izbrane vrste. Pri nas smo novinarji strpnejši in smo mirno prebavljali mestoma naravno žaljive izgovore selektorja Matjaža Keka. Na mesto ostre kritike na nepovezano, nekreativno in predvsem neborbeno igro slovenskih nogometašev se je prostor zapolnjevalo z izjavami, kot so nismo se držali dogovora ali pa verjetno še najbolj sarkastične, naredili smo nekaj korakov naprej. To, da te korake vidi samo Kek in po službeni dolžnosti verjetno še njegovo ožje sorodstvo, očitno ne zanima nikogar, razen obupanih ljubiteljev nogometa, ki nemočno opazujemo tranzicijo moštva v nedeljske tekače za žogo. Četudi je Kek mesto selektorja prevzel sredi kvalifikacij, to ne more biti izgovor, da mu ni uspelo v reprezentanco vnesti vsaj motiva za bolj požrtvovalno igro. Človek nam je često dobil občutek, da je igranje za izbrano vrsto našim fantom povsem odvečno breme. Položaj v slovenskem nogometu je trenutno katastrofalen. Obupno neprivlačna igra ne rezultira niti v zadetkih in niti na končni lestvici. Matjažu Keku pa se namesto vloge rablja slovenskega nogometa včasih celo pripisuje vloga edine sprejemljive možnosti za trenerski stolček. Morebitna kritika na račun obupnega načina kadriranja selektorjev pa je sploh znanstvena fantastika. Očitno moramo ljubitelji slovenskega nogometa bodisi trpeti, bodisi storiti to, kar so storili navijači Maribora, ko so se naveličali nebulost istega Keka in so mu proti njegovi volji priredili poslovilno zabavo. Ampak Luksemburg smo pa razsul. To je res, pa dobri so še. Ja. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Na Vesti sta v studiu 141 nastopila dva fenomena. Občinstvo je bilo navdušeno. Posnetek koncerta pa se boste lahko ogledali na Vesti. Za zdaj nekaj taktov za pokušino.
Še vreme? Žal ga iz Ljubljanske kotline zaradi megle ne moremo napovedati. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile vesti na vesti.